Ne samo, da je regija, kjer je kriza med nami, res ustvarila izzive, ampak bo to vplivalo tudi na svetovni mir. In moram v tem trenutku z vso iskrenostjo svojega položaja zahvaliti predsedniku Donaldu Trumpu za njegovo vizionarsko in zelo dinamično vodstvo, ki je pripeljalo do tega srečanja. Tukaj danes v Budimpešti. In mislim, da smo tukaj imeli bomo čudovite razprave, ki bodo, upajmo, privedle do zelo produktivnih rezultatov v prihodnosti. Rad bi se zahvalil podpredsedniku Joeju Bidenu za njegovo zelo sposobno vodstvo pri vodenju ekipe Združenih držav in mojemu zelo dragemu bratu, predsedniku vlade Katarja. Je kot zelo drag in ljubljen brat. In seveda ima feldmaršal Stare Svami izjemno vlogo, je zelo dosleden in pokazal je veliko vztrajnosti ter potrpežljivosti. In mislim, da so se vsi ti napori skupaj združili tukaj, v tem čudovitem Tunisu, Belgija. In res je čudovito biti tukaj. In upam, da bomo, ko se bomo vrnili domov, imeli v rokah čudovit dokument, ki bo spodbujal mir, napredek in blaginjo po vsem svetu. Najlepša hvala. Hvala. Podpredsednik, bi želeli povedati nekaj besed? Hvala, predsednik, hvala. No, tukaj bom povedal le nekaj besed. Najprej imam nekaj besed zahvale. Najprej se želim zahvaliti predsedniku Združenih držav Amerike, ki pošilja lepe pozdrave vsem velikim voditeljem zbranim tukaj, saj nam je dal pooblastilo, da poiščemo diplomatsko rešitev številnih vprašanj, ki so pomembna za ameriško ljudstvo in mislim za ves svet. Odprtje Hormuške ožine, konec iranskega jedrskega programa. Vse te stvari smo že dosegli. Vprašanje, ki je zdaj pred nami, je, koliko več lahko dosežemo skupaj. Ali lahko obrnemo nov list? Ali lahko trajno spremenimo odnose na Bližnjem vzhodu? Ali pa se vrnemo k starim načinom, kar ni naša želja, a je zagotovo nekaj, kar se lahko zgodi. Imam še nekaj drugih zahval. Najprej predsednik vlade Pakistana. Dragi prijatelj predsednika, dragi prijatelj moj, človek, ki nas je svojim vodstvom ter zelo previdnimi in spretnimi pogajanji pripeljal do te točke. Njegovemu feldmarshalu v Pakistanu, Asimu Munirju. Povedal bom, da odkar nas je feldmaršal Munir skupaj s predsednikom vlade sprejel v Islamabadu, se šalim, da imam v svojem življenju dve zelo pomembni osebi, Indijca in Pakistanca. Indika je moja žena, Pakistanec pa je feldmaršal Munir. Verjetno sem se v zadnjih 3 mesecih s feldmaršalom Munirjem pogovarjal več kot s komerkoli drugim. Brez njegove državništva danes ne bi bili tukaj. Seveda je velik vojaški voditelj, vendar mislim, da se je izkazal tudi kot odličen diplomat. In seveda še Šejk Mohamed, ki je izjemen prijatelj Združenih držav Amerike, hkrati pa je bil tudi pomemben del tega, da smo prišli do te točke. Mislim, da je pomembno, da ameriško ljudstvo, pa tudi ljudje po vsem svetu, razumejo, da nas je do tega trenutka pripeljalo predsednikovo vodstvo in njegova pripravljenost videti Bližnji vzhod, ki bo čez 10 let precej drugačen, kot je bil pred 10 leti. In to, kar poskušamo doseči tukaj, je nekaj zelo preprostega. Skozi diplomacijo, skozi sodelovanje želimo preoblikovati Bližnji vzhod, kjer sta bila Iran in zalivske države v vojni drug z drugim ali pa sta imela vsaj zelo neprijazne odnose. Kjer je bil Iran gonilna sila regionalne nestabilnosti. Zdaj vidimo prihodnost, kjer lahko vsi sodelujejo za spodbujanje miru in blaginje za vse. Kar smo že videli doma v Združenih državah, so nižje cene goriva. Videli smo prost pretok nafte in plina, videli smo mir. In zdaj poskušamo na tem graditi, da vidimo, ali lahko ustvarimo nekaj še boljšega in bolj trajnostnega za prihodnost. To je zgodovinsko srečanje. Nikoli prej zunaj Islamabada in tukaj, torej zunaj zadnjih nekaj mesecev, se iransko in ameriško vodstvo ni srečalo na tako visoki ravni. Predsednik nas je prosil, da začnemo na novo, da spremenimo naš odnos z iranskim narodom in ponudimo roko sprave. To sporoča iranskemu narodu, da če je vaše vodstvo pripravljeno opustiti vlogo povzročitelja nestabilnosti v regiji, če so pripravljeni dolgoročno opustiti ambicije glede jedrskega orožja, so Združene države pripravljene temeljito spremeniti naš odnos s to državo. To je vsekakor naš cilj. V zadnjih nekaj urah smo že dosegli velik napredek
in pričakujem, da bomo v prihodnjih urah dosegli še dodatni napredek. Hvala vsem.